Ureditev novega polnilnega parka za alternativna goriva predstavlja enega ključnih infrastrukturnih projektov na poti k razogljičenju prometa v Ljubljani. Mestni avtobusi na vodikov pogon in novi avtobusi na električni pogon bodo pomembno prispevali k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, hrupa in osnaževal v mestnem okolju. Z ukrepi za razogljičenje prometa ter številnimi ukrepi na področju energetike v Mestni občini Ljubljana sledijo ambicioznim ciljem projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti do leta 2030. V podjetju LPP zelo odločno stopamo po poti doseganja ogljične nevtralnosti, s čimer sledimo ciljem misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest in glavni cilj je, da do leta 2030 dosežemo ogljično nevtralnost. V preteklem letu smo dobili prvih 8 avtobusov s pogonom na vodik, v tem letu pa pričakujemo še dodatnih 30 brezemisijskih avtobusov. Od tega bosta dodatno 2 avtobusa s pogonom na vodik in 28 avtobusov s pogonom na električno energijo oziroma tako imenovanih baterijskih električnih avtobusov. S tem tempom bomo nadaljevali tudi v letu 2027, ko pričakujemo 36 baterijskih električnih avtobusov, potem pa tudi za leto 2028 imamo že v tem trenutku podeljena nepovratna sredstva za sofinanciranje dodatnih 20 baterijskih električnih avtobusov. S predstavljenim tempom verjamemo, da bomo do leta 2030 dosegli te cilje, se pravi, da bo kompletna flota ljubljanskih mestnih avtobusov ogljično nevtralna, kar pomeni, da bomo iz prometa morali izločiti okoli 120 avtobusov, ki danes delujejo na dizelsko gorivo. Smo na polnilnici vodika v Stanežičah. Na tej lokaciji se vodik uporablja predvsem oziroma izključno za potrebe mobilnosti, se pravi za polnjenje vozil s pogonom na vodik. V vozilih imamo gorivne celice, vodik proizvajamo v elektrolizerjih. V obeh primerih, se pravi pri elektrolizi iz vode proizvedemo vodik, v gorivni celici v vozilu pa iz vodika nazaj dobimo vodo. Z tega ven sledi, da pravzaprav uporaba vodika nima nekega okoljskega odtisa, še posebej, če uporabljamo za proizvodnjo vodika obnovljive vire električne energije, se pravi fotovoltaiko, vetrno energijo, hidroenergijo, nekaj, kar pač ne vpliva na kvaliteto zraka, ne pušča nekega ogljičnega odtisa. Polnilnica v Stanežičah je namenjena polnjenju 2 vrst vozil, avtobusov, tovornih vozil z eno tlačno stopnjo in pa osebnih vozil z višjo tlačno stopnjo. Eno je 350, druga je 700 barov. Energetika Ljubljana na tej polnilnici polni vodik, ki ga trenutno s trailerji vozi iz neke proizvodne enote, ki je izven Slovenije, vendar že v letu 2027 načrtujemo svojo lastno proizvodnjo v Kosezah. Ta proizvodnja bo zadostila kompletni uporabi vodika za floto minimalno 20 avtobusov oziroma 150 osebnih vozil. Tako da v naslednjem letu bo avtobus, se pravi bolj ljubljanski potniški promet in pa vsi uporabniki vozil na vodik v Ljubljani bodo imeli zagotovljeno oskrbo iz lokalnega nivoja. No, prej predstavljena polnilnica za vodik je samo en del tega polnilnega parka za alternativna goriva v Stanežičah. Drugi del tega polnilnega parka je elektropolnilnica, ki je za mano. Tule je potrebno vedeti, da ima avtobus 2 vrste zalogovnikov. Eden je zalogovnik za električno energijo, se pravi baterija, drugi je zalogovnik za vodik. Vodik polnimo tam, kjer smo bili prej. Z električno energijo pa ta avtobus napolnimo na tej električni polnilnici tega polnilnega parka. Na tem polnilnem parku lahko polnimo istočasno 12 avtobusov in s tem dosežemo nekako avtonomijo avtobusa z vodikom in z električno energijo nekje okrog 400 km. To je dolžina, ki jo redko kateri avtobus dnevno prevozi na območju ljubljanskega mestnega potniškega prometa.
Ljubljana je bila pred 3 leti izbrana v prestižno stoterico 100 evropskih mest, vključenih v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. S tem smo ponovno potrdili našo dolgoletno zavezanost k trajnostnemu razvoju in prevzeli vodilno vlogo pri soočanju s podnebnimi izzivi. Najprej smo seveda pripravili ambiciozen akcijski načrt razogljičenja, ki vključuje številne ukrepe z različnih področji. Ključni sta dve, področje energetike in trajnostne mobilnosti. Na področju trajnostne mobilnosti bo seveda potrebno razogljičiti vozni park ljubljanskega potniškega prometa, o čemer je več povedal direktor LPP. Prav tako pa bo potrebno številne ukrepe usmeriti v to, da se bo delež pripeljanih potnikov z javnim potniškim prometom povečalo, da se bodo spodbujale nemotorizirane oblike prometa po mestu. Na področju energetike bo seveda ključno razogljičenje proizvodnih virov energije. Ukrepi na področju energetike in prometa pa ne vplivajo zgolj na podnebne spremembe, na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ampak izrazito vplivajo tudi na izboljšanje kakovosti okolja in s tem kakovosti življenja. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Še več, v letu 2025 smo izmerili najboljšo kakovost zraka, odkar se meritve izvajajo. In te temeljijo na verodostojnih podatkih iz 4 merilnih mest v upravljanju mesta in Agencije Republike Slovenije za okolje. Zelo jasno je razviden trend upadanja onesnažil kakovosti zraka. In to seveda ni naključje, ampak je rezultat izvajanja premišljenih in učinkovitih ukrepov. To seveda ne pomeni, da smo na cilju, smo pa na pravi poti in potrebno je na tej poti vztrajati tudi vnaprej. Za doseganje ambicioznih okoljskih in podnebnih ciljev je seveda ključno sodelovanje z različnimi deležniki, tako gospodarstvom, državo, različnimi organizacijami in slehernim posameznikom, predvsem v smislu spreminjanja vsakodnevnih navad. Zato smo v središču mesta vzpostavili informacijsko točko Misija 100, kjer potekajo številne aktivnosti z namenom transparentnega poročanja o dobrih praksah, o naših dosežkih in spodbujanju k učinkovitim ukrepom tudi drugih deležnikov. Še posebej smo veseli posebne nagrade, ki jo podeljuje globalna okoljska neprofitna organizacija CDP, ki nam je za leto 2025 podelila najvišjo možno oceno za učinkovite ukrepe, za dobre podnebne politike in doseganje ciljev, predvsem pa tudi za razkrivanje okoljskih podatkov. To nagrado oziroma najvišjo možno oceno je prejelo le 16% svetovnih mest med več kot 800 prijavljenih mest po svetu. To nas seveda zelo veseli, ker izkazuje naše učinkovito delo in transparentno poročanje o doseganju okoljskih in podnebnih ciljih.